Dober dan. Zjutraj jemljem tablete, da me čez dan ne boli glava, zvečer pa, da lahko zaspim. Imam nemogočo šefico, ki me nenehno trpinči. Drugi se vpletajo v moje življenje in mi ga urejajo po njihovo. Ob izgubi službe sem čutila močno jezo, strah in nemoč. Mama me nadzoruje. Sem močno posesivna, ampak čutim, da to ni moje. Vam je to kaj znano? Glejte, to so vse čisto realni, lahko bi rekli celo vsakodnevni problemi, s katerimi se srečujemo. Še več podobnih resničnih primerov lahko preberete na spletni strani prebojnespremembe.si. Poglejmo si vsaj enega malce podrobneje, za vse nažalost res ni časa. Naj vržem kocko. Evo, 3 drugi se vpletajo v moje življenje in mi ga urejajo po njihovo. Ok, sem trenutek zdaj. No, tako je pripovedovala oziroma zapisala gospa. Določene osebe, ki so bile posredno povezane z mojim življenjem, so urejale oziroma načrtovale moje življenje brez moje vednosti. Tašča, ko se je zahotelo, je nenapovedano prišla na obisk, prinesla kosilo za 2 namesto za 4 in bila užaljena, če jo nismo sprejeli z rdečo preprogo in izražali hvaležnost. Bivša žena mojega moža se je preko njunih skupnih otrok dogovarjala za varstvo svojih otrok iz drugega zakona pri nas. To pomeni, da sta moževa sinova s seboj nenapovedano pripeljala še svoja mlajša polbratca, zaradi katerih smo potem ostali doma. Pa še v službi so se šefi brez moje vednosti dogovarjali za aktivnosti in sestanke, zaradi katerih sem morala odpovedovati in predstavljati svoje, že dogovorjene. Sprva se sploh nisem zavedala, da sem bila prepričana, da se ni varno postaviti zase in reči ne. Po spremembi si sedaj dejansko upam postaviti zase. Sproti povem in razčiščujem stvari in se počutim veliko bolj upoštevano in samozavestno. Tašči sem povedala, kaj me je motilo. Sedaj prihaja poredko, mi pa občasno gremo na kosilo k njej. V svoji hiši imam sedaj mir. Mož se je pogovoril s sinovoma o mamini manipulaciji. Sedaj prihajata same in imamo prijetno družinsko vzdušje. Pogovorila sem se s šefi in jim povedala svoja pričakovanja. Dobro je tudi to, da zapletov, ki se občasno še dogajajo, ne jemljem osebno in jih rešujem neobremenjeno. Tako, to je bila njena zgodba. Pa nadaljujmo. Poglejmo pravzaprav, zakaj tako poudarjam, res poudarjam, da je potrebno odstraniti vzrok. Glejte, iz čisto enostavnega razloga, saj poznate razliko med korekcijo in korektivnim ukrepom. Korekcija je zgolj popravljanje posledic, s korektivnim ukrepom pa odstranimo vzrok. To je nekako tako kot pri plevelu. Če ga pokosimo, bo najprej sicer izgledalo kar lepo, ampak bo ponovno zrasel in korenine bo še ojačal. Potrebno ga je torej uničiti oziroma izpuliti s korenino vred. No dobro, ok, na sliki sicer ni plevel, ampak saj ste razumeli sporočilo, kaj ne? Kako smo sploh lahko prišli do točke, ko smo ugotovili pravi vzrok? Kaj je bilo skupno vsem primerom, ki sem jih naštel na začetku, pa še katerim drugim? Skupno jim je bilo, da so se osebe zavedle oziroma so zaznale v svojem življenju probleme, ki jim je že presedal in hoteli so se ga rešiti. Brez tega jim ne bi mogel pomagati in še danes bi se vrteli v začaranem krogu ali pa celo v spirali negativnega počutja. Zato vas še enkrat vzpodbujam k temu, da resnično spremljate vaše počutje in si ugotovitve zapisujete. Tako, to bo vse za danes.
V najavi tega video prispevka so tudi podrobnosti o delavnici. Prijave na delavnico lahko že posredujete. Vsem, ki ste se že prijavili, najlepša hvala, vse ostale pa vabim, da to storite sedaj.